Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Videli ste našega glavnega pokrovitelja. Pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica, pizzerija Dimnik Trbovlje, oziroma frizerski salon Anja Trbovlje, Lopari, trgovina lopari.si in kozmetični salon Petra Izlake. Naša gosta pa sta Miha Bučalič in Sara Jukić. Žujo. Ti si prvič v našem studiu, ne? Ja. Ti si bil pa že večkrat vodja Felixa, ne? Ja, tako. Zdaj nekateri so verjetno že malce pozabili, čisto na kratko, zgodovina športnega društva Felix. Ja, mi smo začeli leta 2009, takrat smo ustanovili društvo in se takrat nam tudi priključili 8 igralk, med njimi tudi Sara. Tako da, pa smo pa to počasi zgradili, tako da zdaj bomo... Začelo se je recimo s članicami ali kako? Ne, začelo se je z nižjimi kategorijami. Takrat starejše pa mlajše pionirke, pa se pa tu potem še na kadetinje, mladinke, pa zdaj bomo 3. sezono igrali članice. Pa tisti začetki takrat kar takoj v ligo, v teh mlajših? Ja, takoj smo se prijavili v ligo. Nekaj smo imeli še problemu z prestopi, tako kot Sara, so tudi ostale prestopile z prejšnjega kluba. Tako da smo mogli še našparati denar, da se lahko prestopile. Bilo težko od začetka, tudi dreso še nismo imeli. Takrat nam je osnovna šola Ivana Cankarja posodila drese. Tako da smo pa počasi. Zanimiva pot. Maskota je že bila takrat, Slonček? Ne, Slonček je pa 1-2 let star, če lahko tako rečem. Pa mislim, da je tudi več, no? Da je več. Kaj pa vem? Ja, mogo pogledati. Bil je že v studiu, mimo grede, ne? Ja, bil je pa že. Bil je že, ne, se je že pokazal, ne? Kdaj se je pa začelo potem delo društva po šolah, osnovnih šolah? Že prvo leto. Kar takoj? Ja, malo je bilo tudi konkurence z drugim klubom, no. Tako da smo pa z malo boljšo organizacijo tukaj pač pridobili nove članice. Delate pa izključno samo z dekleti? Ja, samo s puncem delamo že ves čas. Nič s fanti? Ne. Pa je zdaj kje konkurenca ali ste edini v Zasavju, ki se ukvarja žensko košarko? Edini smo, tako da ni konkurence nobene. Zdaj, tisto, kar je po osnovnih šolah, je verjetno izključno strošek društva. Ja, vsi te krožki, košarkarska šola je brezplačna, tako da tukaj tudi ne prejemamo nobenih plačil s strani šole. Tako da je to pol nekak strošek, bolj kot ne kluba. No. Dobite samo na razpolago? Na razpolago dobimo telovadnico. Nekje tudi žog ne dobimo, no, tako da svojim žogom hodimo v te telovadnice. Kljub temu, da na nek način vzgajate osnovnošolsko populacijo na zdrav športni način, ne? Ja, tist, kar pripada je tist, kar je že temno. Država nima, no? Ja, država nima, ja. Ja. In potem se je treba znajti na drugih področjih, ne? To pa je nekako, ti, ki začnejo v osnovnih šolah, so pa nekako potem prihodnost kluba, ne? Ja, se nekatere odčlanijo. Nekatere se potem priključijo tem selekcijam začetnem. Selekcije pa imate zdaj trenutno katere? Do 11 let, do 13 let, do 15 let, do 17 let pa članica. Pri košarki je tako, da je na 2 leti? Na 2 leti, ja. Prej je bilo na Soda, zdaj pa na Liha so spremenili lansko leto. No, pri nogometu vem, da imajo nekateri klubi kar problem, ker je zdaj na vsako leto in za te manjše kraje, kjer je tudi veliko športov, je to kar težko dobiti selekcijo. Ni problem to v Ljubljani, Mariboru? Ja, mislim, da bi tudi mi imeli malo problemov, če bi bilo zdaj na vsako generacijo oziroma na vsak letnik. Koliko pa jih je treba biti v ekipi, da lahko tekmujete? Fajn je, da jih je na pravici nastopa nekje 18. Vedno se najdejo tisti malo manj resni, no, ko grejo potem v času teh tekem turnirjev, po sobotih na kak piknik, pa na izlete, pa tako. Če kdo zboli, se kdo malo udar, pa pol vidi kot hujšo poškodbo, pa ga tudi ni. Tako da je vedno fajn neka rezerva. Ne. Zdaj, na tekmeh pa hodi ponovadi? Na tekmeh pa 12 vzamem. 12, ne? Ja. Je kaj hude jeze, 13, 14, 15, ko domov ostane? Ne. Ne, se zelo hiter, no, tistih 6 viška, sami že nekako. Sprijaznijo, da to ni... Sprijaznijo, oziroma sami imajo potem še neke druge dejavnosti v času turnirja, tekem, tako da pa ni problem. Miha, to pa je, ne, prihodek kluba potem na nek način s plačilom prispevnine za trening. Ja. Ampak, ne,
Ta denar potem je treba vložiti v telovadnice, v telovadnice, nakup opreme. Nakup opreme, predvsem stroški Košarkarske zveze Slovenije so zelo visoki. No. Tako da se tudi na nek način mogoče glih Stroški izide. za, Stroški da za- lahko sploh registracije verjetno? Registracija za pravico nastopa, za sodnike, potem je treba pomožne sodnike, dvorano je treba tudi nekaj plačati, čeprav dvorana Polaj. Mislim, da je nekaj malega. Sama zveza, recimo Košarkarska zveza, glede na uspešne nastope slovenskih košarkarske ekipe, recimo, ki se uvršča na evropska, svetovna, pa tudi na višja tekmovanja, ne dobi kakšna sredstva, pa da bi potem vrnila mlajši. Vsak let za vsako prijavljeno ekipo dobimo 5 košarkarskih žog. Ne. To je neka donacija Košarkarske zveze. Sem, da pa s temi računi, ko nam pošilja, zelo hiter dobijo tistih 5 žog nazaj. Mislim, žoga ena pa je, mimo grede takšna. Mislim, da Košarkarska zveza tu od Spaldinga tako brezplačno dobi. Tako da meni s tem, ko... Če pa klub kupi, je pa to strošek, ne? Ja, je pa to neki žoga. 50 evrov. 40-50 evrov. 40-50 evrov. Koliko žog pa imate, recimo, da normalno delujete? Pa kje jih imate spravljene, ker svoje dvorane nimate, ne? Ja, v telovadnici Jože Trbole imamo. Spravljene tam imamo, mislim, da okoli 15, v neki škatli, večji. Škatli, in to je to? Kartonske, ja. Ostale imamo pa v tistih vrečah, ko se sabo nosi. Tiste za tekme? Ja, za tekme ali pa za te druge telovadnice, recimo v Kisocu, kadar imamo na Progarju, Skvarču, na Polaju tudi. Kako se še financirate? Potem malce verjetno prek firm, kolikor jih še je? Ja, tisti je zelo malno. Za kakšen benzin? Ja, mogoče. Do zdaj je bilo enkrat za benzin, ja. Ostalo je pa, predvsem so razpisi, no. Dresi, da bi jih kakšna firma kupila, ne? Se praktično nič več ne deluje, ne? Saj v Trbolah zelo malo. Zelo malo deluje, čeprav zadnjič, ko smo imeli turnir mlajših pionirk, je kar nekaj teh transparentov. Bilo, ne? Bilo, ampak to so bili postavljeni za potem rokometno tekmo. Za rokometno tekmo, ja, mi smo bili že pozitivno presenečeni, smo že mislili, da so le prepoznali, da v redu delamo, pa to pa, da nas bojo presenetili. Ampak pol so nam hiter, nam je dežuren v dvorani povedal, da je pol še rokometna tekma. Potem pa lahko dobite še sredstva prek občinskih dotacij, razpisov. Tukaj je predvsem občina Trbole. Ta razpis je nekje polovica proračuna. Polovica. Kaj pa Trbovljska občina? V Zagorju, glede na to, da delujete tudi v Zagorju pa v Hrastniku, je kaj strani občine kakšnega posluha? Ja, v Zagorju kar je, no. Tukaj smo po tekmah smo še na članske, po članskih tekmah smo še na večerje, no. Po zunanjih tekmah? Po zunanjih, ja, tam, kjer smo gostovali, ko smo se vračali nazaj. In del gostišča Kum? Ja, ostalo je pa občina Zagorje. S tem, da tudi občina Zagorje takole pomaga z temi kadetskimi tekmami. Uredi, da imamo gor brezplačno, da lahko igramo kadetske tekme, če smo tudi malo v kakih finančnih težavah. Imajo tudi kjer posluh, ja, v občini Hrastnik je pa to bolj tako. Težje. Smo bolj učili, da smo jim bolj odveč tam, kot da bi kaj drugega. Se ponavlja ta zgodba, ne? Ja, mi smo spet zdaj izgubili termin, dvakrat na teden imamo sam termin. S tem, da si tako ponedeljki delimo dvorano od 2 do 4. V sredih zaenkrat imamo še sami, ampak najbrž tudi ne bomo imeli naprej. 5 termin pa pač iz leta v leto zgubljamo. Ne. Zdaj pa že čas, da spoznamo, pa da naši gledalci spoznajo Saro. Sara, kako se je pa tvoja športna pot začela? Zdaj si ti v 3. letniku gimnazije, ne? Ja, v bistvu Miha me je povabil, je prišel na osnovno šolo kot ta vabilo na te krožke, ko je isto imel na naši šoli še v prejšnjem klubu. In pač nekako sem se takoj navdušila in sem šla na te krožke. To je bilo že kar nekaj let nazaj, ne? Ja, v 3. razredu. V 3. razredu, pa si ti že kar takšna košarkarska veteranka, ne? V šali, ne? Ja, in pa kmalu že tiste treninge in kar dosti resne že in pač od takrat skozi do zdaj. In te ni nikoli pritegnil kakšen drug šport? Ti je košarka čisto zadoščala? Ja, košarka mi je bila zmeri to, no. Nikoli nisem o čemer drugem razmišljala. Je bilo tukaj mogoče tudi zaradi razmer doma? Je kdo doma bil košarkar? Ali pa športnik, da si nekako tako zvesta športu? Ja, športniki so, no. Oči je treniral rokomet, zdaj tudi rekreacijsko, drugače pa starejši brat, isto rokomet, imam pa še mlajšega, ki se pa zdaj trenutno z nogometom ukvarja. Torej, taka športna družina. Mami?
Mami pa v bistvu bila navijačica v svojih letih. In skrbi, da so dresi pa oblačila za na trening vedno lepo urejene, ne? Ja. Tako, ja. Mame, ne? Ja. Kako pa je šla tvoja igralska pot? Si bila kar že od začetka zdaj si na Enki, ne? Organizatorka igre, playmaker. Si bila skozi bolj ali na drugih položajih tudi igrala? Ne, večinoma že od nekdaj na tej Enki. Večinoma sem igrala tudi pri starejših, tako da so bile tudi druge, ki so bile ponavadi tista prva izbira, ampak postopoma sem prihajala in zdaj nekako prevzemam to vlogo na članskih tekmah. Že drugo leto, ne? Ja, zdaj bo že začelo se tretje. Si bila že tisto prvo leto zraven pri članicah, takrat stara 16 let, ne? Za tebe še lahko povemo, ne? Koliko si stara, ne? Kako je bilo takrat? Verjetno so bile druga dekleta mnogo starejša ali pa tudi fizično močnejša? Ja, predvsem to, bila je razlika, videli se je, da so bolj izkušene kot me, ampak je prišel ta napredek, zdaj predvsem v naslednji sezoni, ko smo se navadili na to igro, bolj igrati agresivno. Je že v tisti prvi sezoni prišla kakšna zmaga? Ne, v prvi sezoni še ne. Potem je bilo toliko bolj veselo, bo prvi. Imaš še v spominu? Ja, v bistvu je bila najprej prijateljska tekma, potem se pa še... A tudi prijateljske se spomniš zmage? Ja, potem pa še v sezoni, tudi ti začetek je bil predvsem dober. In kaj to pomeni, zmaga za ekipo, ki je prej bila nekako vajena, da je iz tekmo poražena, je to potem en dodatni motiv za naprej? Ja, seveda je. Bile smo zelo vesele, nekako se je poplačil ta trud, ko smo ga devali v treninge in da smo se trudili in končno prišla tudi ta zmaga. So v lanski sezoni, ko je res od začetka kar precej dobro kazalo, tudi mi smo kakšno tekmo posneli oziroma pripravili poročilo, so kje apetiti zrasli tudi v slačilnici, potem, ko ste se dekleta med sabo pogovarjali, kako vam dobro gre, ste se že videli mogoče tam na res tistih prvih mestih? Ne, to ne, sicer bile smo vesele, ampak nismo vedeli smo, da vseeno ni še to, da ne bomo zdaj kar prišli na sam vrh, da vseeno treba se še truditi pa vlagati naprej v treninge. Se spomnim, je potem kar prišla serija tekem, kjer ste doživeli poraz, ne? Ja, prišlo je tudi do nekaj poškodb pri nekaterih igralkah in smo bile malo oslabljene in na tisti konc ni bil glih najbolj uspešen. Kako si bila pa ti zadovoljna s svojimi igrami, če to primerjaš skozi leta v tej zadnji sezoni? Ja, bil je nek napredek, vedno se trudim in se napredujemo počasi. Tudi po statistiki več košov, več podaj, več skokov, manj izgubljenih žog? Ja, nekako tako, ja. In pri katerih številkah si se ustavila v pretekli sezoni? Imaš to kaj v glavi, koliko točk poprečno na tekmo? Ja, tako odvisno, ponavadi tam nek od 10 do 20, odvisno od tekme. Največ točk si pa dosegla? Zelo nisem čisto prepričana, tam nekaj čez 20. To je pa že veliko, ne? V ženski košarki sploh, pa v današnji košarki, ne? Kjer rečemo, da je že 10 veliko. Ja. In kaj je tvoja specialnost? Razigravanje ekipe, kar je tvoja dolžnost, ali mogoče med daleč, prodori? Ja, ta razigravanje seveda, pa organizacija napadov, potem pa tudi kak prodorno. Gorana Dragiča bolj posnemaš s temi prodori? Ja, bi se lahko reklo, ja. Imaš kakšnega vzornica v košarki? Kaj posebno ne, Tako, spoštujem vse, ko jim je uspel, pa koliko truda so vlagali, razumem, kako je bilo to in tudi sama nekako se tolažim s tem, da treba vlagati, da bo potem nek rezultat. Daj kakšen nasvet, da najboljša zdaj v zadnjem času zasavska slovenska košarkašica, ne? Nika Barič? Ja, pride kdaj tudi na kak trening, pa da kak nasvet, ja, seveda nas spodbuja, da naj se trudimo in delamo na tem. Sploh še, ker je šla čez trnovo pot na nek način, tudi zaradi bolezni, ne, ki jo je premagala, ne? Štimonga v garderobi je dobra, pa na sami tekmi, glede na to, da ste kar vrstnice, razen eno dekle je malce starejše, ne?
Ja, večinoma smo ista, malo tam nek generacija, ampak se zelo razumemo, no, tako na tekmih, treningah, kot izven košarke, pač zelo dobre odnosi. Trener je pa kar hud včasih na tekmah, ne? Ja, zna Se ga biti. sliši, ne? Ja, tako je, ne, Miha? Nekaj, ne? No, kako pa ti gledaš ta napredek, ne? Verjetno je za trenerja včasih še bolj težko, ne? Če dekleta iz tekmo v tekmo doživijo poraz. Čeprav si verjetno to pričakoval vsaj tisto prvo sezono. Ja, tisto prvo sezono na hitro smo se odločili. Ne. Takrat je Košarkarska zveza ustanovila to oziroma razpis dala za drugo ligo. Prej je bila samo prva liga. Prej je bila samo prva liga. Potem pa večina klubov tako ali tako ni želeli tekmovati v prvi ligi in je potem Košarkarska zveza omogočila drugo ligo. Pa smo se nekako čez noč odločili, ne, da bomo. Te punce so bile večinoma še kadetinje. 16 let stare, ne? 17, Ja. še manj. 15 tudi, ne. Tako da pa smo pa nekaj starejših aktivirali in so pač poznala ta neuigranost. Te mlajše, ko so bile v tem procesu treniranja, so bile dejansko fizično malo zaostajale za nasprotnicami. Pa tudi tako je bilo, no, in na 2 tekme smo imeli že skoraj dobljene. Pa vedno pol na koncu, ko je bila zmaga nekako že na dosegu roke, nekako psihično nismo zdržali, pa smo naredili 2-3 napake, pa smo potem tekmo izgubili za piko 2-3. Vse časih, ko človek spremlja 2 uri, ne, košarkarsko tekmo, si rečeš potem, pa si je dovolj čez zadnjih 5 minut, ne? Ja. Nekako se potem odloča, ne? Je lahko že 10 razlike, pa še potem kakšna ekipa Ja, lahko naredi. na hitro se da ta preobrat narediti, ne. Tako, ja. No, potem naslednja sezona, Naslednja sezona je bila pa že dosti bolj uspešna, no. prve zmage so Ja, se prva je bila tista prijateljska tekma v Cerknici, ker je predvsem moralo. za moralo bila dobra, da smo zmagali. Pa kljub temu smo tudi tista tekma na koncu naredili par napak, smo se ustrašili zmage, ampak smo nekako potem zolekli. Pa so pa začeli s tekmo v Črnomlju, smo zmagali za nekih 40 točk, tako da je že takrat bilo dosti. Pa smo pa doma z Rogaško, pa smo tudi zmagali, pa Ilirija zmagali, tako da so se pa zmage začele vrstiti. Je kar naenkrat na vrhu lestvice, ne? Ja, ker hitro smo gor na vrh lestvice. In jih je bilo treba punce kaj na tla spraviti? Ne, zelo dobro Ne. vzdušje je bil, verjeli smo Niso sebe. zrasla krila Ne, niso, smo bili vse na tleh. na tleh. Tako, ja. Tako da ob koncu sezone pa pol tudi malo moči pošlo, no, kondicijsko smo malo Tudi padli. nekaj teh domačih tekem res v zadnji četrtini. Ali je bila pa ena četrtina zelo slaba, ne? Ja, večino smo pol na koncu, no, ker je tu nekako dokaz, ne, da fizično mogoče nisi tudi najbolj pripravljen, če tekmo izgubiš zadnjih 5 minut. Tako da smo pol tudi letos imeli kondicijskega trenerja, 20. julija smo že začeli s treningi, pa potem šli na priprave dol v Prijedor, pa na turnir, In kaj kaže letošnjo sezono? da lahko več laufamo. Da je več. Ja, bolj smo kondicijsko, no, pripravljeni, kot Da smo niste na sezono recimo bili. nogometna reprezentanca San Marino, ne, ki nekako do 60. minute čisto dobro Še teče, funkcionira, ja. recimo, ne. Potem pa tudi naši zmagajo, Ja, ko je več moči. no, tako je bila naša prejšnja sezona, konec sezone, da smo bili bolj San Marino, Ja, v redu. zaradi kondicije. Zdaj pa Slovenija. Ja, zdaj pa mislim, da bomo videli v petek naslednji. Argentina pa to še ne? To smo še pri nogometu, Ne, še po moje To še ne. Ja. Kako se je potem zaključila pretekla sezona? S kakšno vrstitvijo? Mislim, da smo bili 5. 5, ne? To je Ja. tako zlata sredina, ne? Ja, 9 jih je Čisto bilo v ligi. zadovoljni, ne? Ja, glede na Tako. prvo sezono smo bili kar zadovoljni. So zdaj ambicije večje, se spogledujete s prvo ligo, koliko igre naprej, 2 ekipe? V prvo ligo se samo prijaviš. Tako ja, da samo vsak, ki prijaviš. želi, se lahko prijavi v prvo ligo. Tako da ni Ampak ni nekako- kakšnega hudega interesa. Ne. Se je katera ekipa od lani iz druge lige prijavila? Ja, ena ekipa se prijavlja, s tem, da se ena iz prve lige v drugo ligo prijavlja. Tako da se je sam zamešal. To je verjetno povezano z denarjem, ne? Ja, vse je na podlagi Je tega. dražja prva liga. Je dražja prva liga, pa predvsem razlika je v kakovosti med prvim 3 ekipam pa drugim 3 ekipam, ne, se pa 4., 5. pa 6. Kako pa je tukaj s konkurenco? Zdaj ta prvoligaška ekipa verjetno še ni tista, ki je prišla iz prve lige, ni med najslabšimi, ne? Ali pa je razpadla? Ja, bila je, mislim, da je bila 5. od 6, tako je zdaj prišla. S tem, da ko so se v prvo ligo prijavili, so bili prvi v drugi ligi. Je to malo žalostno, da je samo 6 v prvi ligi, ali je to pač realnost? To je nekako realnost, no. Glede na to, da 2-3 klubi so finančno tudi tako preskrbljeni, Da da lahko. pol vleče te igralke z vsega konca in nekako potem oslabijo tudi konkurenco. Ne.
se to večina tudi želi po drugi ligi igrati. Te imaš nekaj v tekme, ne, če greš na tekmo v prvi ligi, pa zgubiš 60 pik. Čakaš pa tistega te 5, ne, ti si te 6, pa čakaš 5, se tudi imaš eno fajno tekmo. Tako je. Vprašanje, če se splača tukaj finančno vlagati za tisto 2-3 tekme v sezon. Pa so tvoje ambicije, pa ambicije kluba povezane z nekoč igrati v prvi ligi? Ja, nekoč. Verjetno, dobro, kvaliteta, ne, punce rastejo, odraščajo, dobivajo izkušnje. Druga plat je pa potem denar, ne? Ja, ti se pa vedno. Zdaj, za kakšno ukrepitev je pa sploh, ne, da je treba priskrbeti kakšen denar. Ampak to pa se lahko poruši. Zdaj verjamem, da punce niso plačane za svoje delo v obroči, ne? Zvečerje so plačane. Zvečerje, ja. Tudi če zgubijo. Torej, čisto ljubiteljsko, delajo pa kot profesionalke, ne? Ja. Trenirate kolikokrat? Zdaj 5-krat. 5-krat, plus tekma. Ja. Pač na novo smo zdaj uvedli še fitness, tisti dan, ko smo imeli zdaj prej smo imeli 4-krat treninge, pa en dan še pač pred treningom še fitness. Pa zmoreš potem to nekako uskladiti s šolo, gimnazija, ni kar tako, ni mači kašelj? Ja, se da, no, ni tako zelo težko. Pač ponavadi si športniki znamo razporediti ta čas, ko ga je treba nameniti za šolo, ker vemo, da imamo pa druge obveznosti in se da, ja. Ostane kaj tistega čisto zase časa? Za kakšen tvoj hobi, za prijatelje, prijateljice? Nekaj se tudi najde, no. Ampak verjetno si našla Malo. tisti krog kar na košarkarskih igriščih, ne? Ja. Kjer se največ družiš. Ja, ekipa predvsem. Tako. Nekaj je novosti v letošnji ekipi, ne? Mislim, Rusina je prišla. Ja, res je, ja. Zdaj to se sliši zelo tako košarkarsko, ne? Vemo, kaj je bila nekoč ruska reprezentanca, ne? Tako ženski kot moški konkurenci, ne? Tako da leta se nam je priključila Rusinja, ta Natalija Merkulova, tako da smo se še na ta način dodatno ukrepili igralsko in tudi mogoče promocijsko. Potrebovali bi mogoče kakšno visoko igralko? Ja. To je playmakerka prišla bolj, ne? Ja, bolj dvojka, ja. Dvojka. Rada meče na konč. Rada meče, Ja. ima samozavest. Mogoče tudi preveliko. Da se potem tekme na realna tla postavijo. Ja. Tako ne gre. Tako, met več kot gre na zgrešen. treningu, ne? Je pa ukrepitev v tvojih očeh, Ja. predvsem pa konkurenca verjetno za vse ostale. Konkurenca pa je, da se ta število igralk pač povečalo, ne. Lani v koncu sezone smo imeli nekaj poškodovanih, pa nekaj mislim, da bolanih tudi, pa so pa hitro poznali, ne, se zmanjkali menjav, tako da vsaka igralka, ko lahko igra na tem nivoju, je pač dobrodošla, ne. Zdaj pa, da ne bo kdo mislil, ne, en tako mali klub, ne, si lahko privoši Rusinjo, ki pride iz daljne Rusije tu v Trbole živeti. Kako je to drago plačano? Ni tako, ne. Ne. Živi pri košarkarski kolegici, ja, ne, doma. Pri vsej igralki ne. doma, tako da tam tudi imate obroke, dnevne, pa popoldan pa zjutraj ima pa treninge. Ima pa treninge, ne. In verjetno, to pa ni treba mežati, si išče priložnost v Evropi za kakšen večji klub, kjer bi mogoče kakšen evro padel, ne. Ja. Imaš ti tudi takšne ambicije, da te vidi kakšna prvoligaška ekipa ali pa mogoče kakšna ekipa iz tujine? Zdaj greste že tudi v tujino igrati, ne? Ja, čeprav teh ambicij ravno nimam, no, pač zelo mi je tle v redu in ta ekipa nekako, dokler je pač v redu, potem pa nekih večjih ambicij za tujino pa glih nimam. Če ni skrivnost, višina tvoja je za playmakerko primerna, ti si velika, koliko? 170. To je tam nekje kot Nika Barič, ne? Ki je svetovni format postala, ne? Svetovno uspešna košarkašica, tako da višina sploh ni problem, ne? Ne. Ja. Pa še ena se je vrnila nekako nazaj, kako po enoletni pauzi? Ja, po 5-letni. Po 5-letni pauzi, ja. In tudi kaže dobro pripravljenost? Še dela na pripravljenosti. Kada Neja Kmetič, ja, je ta igralka, ko se nekako odločila, da bo tudi študirala v Celju, pa je s tem se vrla nazaj v naš zasavski konc. Center v vaši ekipi pa igra dekle, ki je že bila v našem studiu? Ja, Marisa, ja. Marisa. To pa še zelo mlado dekle, ne? Mislim, lani vem, da je bilo še zelo mlado, ne? Ja, 16 let bo stara decembra. Tako da napreduje, ne? Se vidi, napreduje, ne? ja.
Tudi se mi zdi, kar se tiče streljk, ne, ti in Marisa, ne, ponavadi največ točk dosegate, ne? Ja. Imaš kaj problemov z osebnimi napakami, da greš zdaj s 5 ven? Se je že zgodilo? Je bilo eno obdobje, ki je bilo ta problem, ampak zdaj pa se mi zdi, da niti ne. No. Kaj pa kakšna tehnična? Si jo že priigrala? Ja, je tudi že bila, ja, enkrat, ki je bila kontra, je bil malo pregrob faul. Si groba nisi? Ne, drugačne. Ne. Spremljaš kaj košarko, tako si gledala zdaj Evropsko prvenstvo? Je šlo po tvojih predvidevanjih? Je Španija, predvsem Gasol, ne? Zasluženo zmagala? Ja, mislim, da je. Da je. Si navijala zanje? Potem so naši spadli? Ja, no, tudi Srbija je bila nekako tako v redu, ampak važno, da so bile te tekme, gledati se, kako drugi igrajo, pa mogoče kako njihovo finto prevzeti. Je pa bil verjetno absolutno najboljši Paul Gasol, ne? Ja, to pa. Tudi v tvojih očeh? Ja, mislim, da je španska reprezentanca najbolj izkoristila, ne? To, da so ga imeli na najboljši način, on je pa pač vrnil. Pa zelo mirno deluje, ne, na tekmah, ne? Ja. Tako nezainteresirano. Ja, deluje zelo tako, ne, pa na koncu pa vidiš, da Se brez njega ne da. je ta tista tehnica, ko na koncu pomeni zmago ali pa poraz. Novicki pa težko že teče, ne? Ja, Novicki pa po moje zadnji prvenstvo. Igralcev, Ja. ampak je res, Njegov. se pa vidi, da je že iztrošen. Ja, tudi košarkar. način igranja, ne, je tak, da je težko pojel na stara leta, še kar na podoben način igrati neko. So te kaj 30. slovenski reprezentanti razočarali? Mene sicer te, ko si prišli, niso. Bolj so me tisti, ki niso prišli. Ja, mene tudi niso te fanti, ko so nastopili za Ni bilo reprezentanco. za pričakovati kaj več. Ne, mislim, da je bil tudi konec koncev tudi domet naše reprezentance, tako da tisti, ki so razočarani, jaz mislim, da je neupravičen. Je pa tako, da pač vsake leta se dogajajo te odpovedi, vedno več. Zdaj še pri Goranu Dragiću, ne? Ja, zdaj Kar tudi, je malce to, da je vedno presenetljivo. nastopal, ja, je tudi letos. Ker vmes so ogromno tudi povedal. drugi rodili, ne, v narekovajih, ne, pa so prišli, tako da, ampak sej, Mislim, da ni to kot tem, kdo redil, kdo ne, da boli tisti pogodbi. Problem pogodbe, tiči je. ja, so pa res, gre pa za milijon, ne, Ja, pa je pa tudi problem tudi Eksistenca zavarovanja zagotovljena. tega. Pa. Ja. ne, tako je. Še povabilo na prvo tekmo, mislim, da bo to naslednji petek, ne, Tako je. v osnovni šoli Trbovlje, Trbovlje. ne na Polaju, kje Ja. rajši igraš? Mogoče bolj na ta novi, no, ker imamo več treningov, pa smo bolj navajeni. Pa tudi gimnazija tam telovadi, ne? Ne. Ne, samo osnovna šola. Si Trbovsko osnovno šolo obiskovala? Ne, Ivana Cankar. To ni to matična telovadnica, ne? Ampak ti pa nekako bolj ustreza. Ja, imamo že dolgo tukaj treninge, tako da smo kar navajeni. In za koliko gledalcev je prostora na teh tribunah? Ja, dovolj. No. Dovolj. Tako, vse na 100 jih mora priti, ne? Ja, mislim, da lani smo imeli poprečje nekaj manj kot 200. Jaz mislim, da bo letos sploh na prvi tekmi, da bo presežen. Fantastično, lahko rečemo, ne? 200, ne? Ja, največ obiska med vsemi, tudi prvoligaške ekipe. Tako Se da niti ne približajo te bo tudi številki. letos tako? Jaz mislim, da bo letos več. Bo kje stopnine? Ne, ni stopnine. Nič. Torej, brez stopnine, Brez stopnine. ob 18. uri, prva tekma, Ja, naslednji petek z ekipo tako je, za Ježico. Ježico, nekdanjo vrhunsko Ježico, Ja. za katero je dolga leta igrala Polona Dornik, Trboljčanka, Res je. nosilka olimpijske medalje, še kot Jugoslovanka, ne. Bi bilo kar dobro, da bi daj prišel na trening, pa je pokazala, ne. Ja. Jaz upam, da posluša. Jaz tudi upam, da gleda to oddajo, da posluša, ampak da zdaj še nismo imeli možnosti spoznati v Naj našem klubu. pride, ne. Hvala za obisk v studiu, pa uspešno sezono želim. Hvala za povabilo. Hvala.
Sledi še drugi del športne oddaje. V 8. krogu 3. slovenske nogometne lige sta zasavska predstavnika dosegla polovični uspeh. Zagorjani so pred kakšnimi 150 gledalci gostili ekipo Šopca z Lesc in po vnovično dobri predstavi zanesljivo zmagali. Vse 3 zadetke za končnih 3:0 je dosegal strelsko razpoloženi Ivica Perič. Prvega že v 5., drugega pa v 36. minuti. Tudi v nadaljevanju se slika na zelenici ni kaj dosti spremenila, pa čeprav je trener Anton Kuraš že v polčasu pustil v garderobi sina Gašparja, podajalca pri obeh zadetkih. Namesto njega je vstopil njegov bratranec Anej Kureš, ki je bil najbolj zaslužen za 3. zadetek. In čeprav se je vse do konca bolj kot ne igralo na nasprotnikovi polovici, se mreža Gorencev ni več zatresla. Po tekmi smo pred našo kamero povabili strelca Ivico Periča. Najprej čestitke. Druga domača tekma, 5 zadetkov, danes klasični hat-trick. Ja, lepo, danes smo fajn odigrali. Ekipa je dobro odigrala, jaz sem bil pa tisti, ko sem pač gole dal. Tretja tekma brez poraza, druga zaporedna zmaga na domačem terenu. Brez prejetega gola, kar je najbolj važno. Tako da gremo tako naprej, pozitivno niz nadaljevati. Torej, očitno se napovedi uresničujejo, pač, da boste v tem delu sezone, ko se je ekipa vendarle nekako kompletirala, ko ste nabrali si dovolj moči, igrali precej bolj zanesljivo in to je dejansko odraz te znova lepe predstave. Pa ja, od začetka smo imeli prvih par krogov nekaj problemov, zdaj se pa ekipa sestavlja, vemo, kdo je zraven, kdo ni. Tako da po moje bo naša predstave bojo še rastle, no. Zdaj po 7 tekmah imate 11 točk, odhajate v Medvode. Ja, gremo naprej nabirati točke, ne. Pa koliko jih bo, bomo na koncu videli, no. Bomo se šteli na koncu. Definitivno gremo pa na zmago tudi v Medvodih. Imamo pa še v sredo pokal, tako da bo prvo, kar misli pri pokalu, potem smo pa pripravili na Medvode. S temi zadnjimi zadetki si se prebil na lestvico prvega strelca zagorske ekipe. Pa ja, moja naloga je zabijati gole, no. Če ne dam jaz, da kdo drug, važno, da zmagamo. Če jih dam pa jaz, je pa toliko bolj za mene, no. Statistika se šteje. Hvala lepa, še enkrat čestitke za dobro predstavo, za 3 lepe zadetke in pa srečno. Ja, hvala lepa. Še naprej spremljate posnetke zagorske tekme. Okrnjena zasedba trboveljskega Rudarja je po obetavni zmagi v prejšnjem krogu doživela hladen tuš na Bledu. Kljub vsem težavam na poti, kjer se mi je pred letijo pokvaril avtobus, so varovanci trenerja Antonija Bovskega odigrali zelo dober prvi polčas. Jan Berger 2-krat in Žan Račič 1-krat sta zadela za obetavnih 3:3 o polčasu tekme. Pravi polom je sledil v nadaljevanju, ko je slaba trboveljska obramba botrovala kar 4 zadetkom Blejcev, ki so na koncu zasluženo zmagali 7:3. Derbi kroga je bil odigran v Podzemlju, kjer je domača Kolpa gostila vodečo Ivančno Gorico. Ivančani so bili boljši in zasluženo zmagali 2:0. Ivančani imajo trenutno 4 točke prednosti pred zasledovalci. Zagorjani z 11 točkami so 7, Trboveljčani pa 4 na predzadnjem 13. mestu. V regionalni Ljubljanski ligi je v 7. krogu Kisuška Soboda gostovala pri Ljubljanski Sobodi in doživela 7. poraz, tokrat 2:0. V prvi B moški rokometni ligi so odigrali tekme 4. kroga. Dolani so z veliko težavami premagali goste iz Škofljice, ki so po zamenjavi na trenerski klopi zaigrali kot prerojeni in povzročali veliko preglavic tokrat neprepoznavnim Dolanom. Ti so imeli sredi nadaljevanja sicer že 6 golov prednosti, na koncu pa so se morali zadovoljiti z minimalno zmago 29-28. Domen Hribšek je bil 6 zadetki prvi strelec Dolanov, za katere sta po 5 zadetkov dodala še Aljaž Zore in Gregor Klepej. Sicer je kakšnih 350 gledalcev Dolanki videlo slabo predstavo, katero sta začinila še slabša sodnika. V derbiju kroga so v Šmartnem pri Litiji gostili ptujsko Dravo. V večji del izenačeni tekmi so na koncu 24-23 vendarle zasluženo zmagali domači rokometaši, za katere je Tilen Strmlan dosegel 8 golov, vratar Mithat Muratović pa je zbral 13 obramb.
Rokometaši Rudarja so v drugem krogu druge lige zabeležili prvo zmago v letošnjem prvenstvu. V dvorani Polaj so gostovale Cerklje, ki so v lanski sezoni izpadle z prve B lige. Gorenci so Zasavje zapuščali s 5 goli minusa. Končni izid je bil 37-32 za Trboveljčane. Odločilno prednost so si knapi nabrali v drugem polčasu. Po tekmi je bil trboveljski trener Gregor Pesko zadovoljen s predstavo svojih fantov. Če povzamemo, slab začetek, odlično nadaljevanje, dober konec za zmago proti ekipi, ki najbrž tako kot vi goji ambicije po napredovanju v prvo B ligo. Kaj je bilo ključnega za današnji uspeh? Ja, gledajte, po prvi tekem smo to tekmo šli malo straha, majčkeno smole smo imeli na začetku s tistim odbitem žogam, zato je bilo tudi 4-0, mislim, da. No. In potem naprej smo malo strli v obrambo, ampak še ne dosti, dobili smo v prvem polčasu 18 golov. Glede na to, da ekipa, ko ne igra, ne vem, koliko hiter rokomet, je to zelo veliko. V drugem polčasu smo začeli v obrambi igrati, lažje je golman branil in z tega smo naredili tudi to prednost, smo zdržali do konca tekmo. Pred tekmo ste imeli nekaj težav s poškodbami, a glede na lansko sezono pa je v ekipi tudi nekaj sprememb. Kako ste zadovoljni z novinci in kdaj lahko pričakujemo vključitev poškodovanih igralcev? Ja, gledajte, poškodovani so 4 igralci, eden je sicer sedel na klop, tudi Denis Ravkič. Tisti, ko dobi šanso, je prvo maksimalno izkoristiti. Vključili smo nekaj mladih igralcev z kadetskih vrst, sta danes vsi trije odigrali kar na visokem nivoju. Tako da jaz mislim, da iz tekmo bojo boljši. Kar se tiče novinca, Cestnika je korektno tekmo odigral v obrambi. Marko se še majčkeno lovi, 2 leti je bil odsoten iz rokometnih terenov, tako da se mu tu malo pozna. Jaz pa mislim, da iz tedna v teden se pravi bo boljši in da bo ekipa še boljša, kot je bila danes. Tako da upam in pa želim si to. No. Hvala lepa, čestitke in veliko uspeha še naprej. Hvala lepa. Gostujoči trener je obžaloval predvsem slabo igro v obrambi. Začeli ste odlično, delni izid 4-0, v nadaljevanju tekme vas je Rudar ujel in v drugem polčasu ušel na ključno razliko. Kaj je šlo narobe? Ena ključnih zadev je bila, sploh tekmo smo res dobro odprli, kot ste omenili, vendar nismo znali do konca kaznovati vseh napak domačih. Mi pred tekmo se nismo kaj dosti obremenjevali, vedeli smo, da bo težko gostovanje. Sploh ta liga se mi zdi, da bo relativno izenačena letos. Vsako gostovanja bodo težko, naporna, neka specifika velja sploh za to tretjo ligo, kjer ne moreš vnaprej, tudi če pričakuješ, analiziraš zadeve, kako so omenili s gostovanjem, zelo težka. Naprej, dejstvo je, da drugi polčas smo slabo odprli in potem je šlo se navzdol. Tudi če pogledamo rezultat, če prejmeš 37 golov, pa še sploh na gostovanju, težko pričakuješ, da bo zmagal. Lani ste izpadli iz prve B lige, kakšne so ambicije letos? Ekipo imate dokaj solidno zasedbo za to ligo, ali gojite ambicije po takojšnji vrnitvi? Verjamem, da par ekip v tretje lige, ker tretja liga, se pravi, par ekip hoče nazaj priti, ker je le problem te lige, da je premalo tekem, premalo udeležencev, sploh zaradi teh, kakšne so zdaj razporeditve prve in druge lige. Seveda gojimo, bomo borbali, fajtali, drugo leto smo skupaj, verjamem, da bo izkušnja več, napovedujem pa težko karkoli. V vrstah Rudarja se je izkazal tudi krožni napadalec Matija Kozinc, dosegel je 4 zadetke. Prva tekma, prva zmaga, kaj to pomeni za nadaljevanje sezone? Ja, sigurno bo lažje, tole ne se malo dvignili, sploh ker imamo veliko ključnih igralcev poškodovanih, kot smo vedeli, so rezervni igralci dosti dobro pokrili tu in zdaj bo vse sigurno lažje s to zmago, sploh pred domačo publiko. Po prvem polčasu zaostanek za 2 gola, v drugem ste nasprotniku hitro ušli in dokončali delo. Kaj je bilo drugače kot v prvem polčasu? V prvem polčasu še obramba ni bila na tistem nivoju, kot smo hoteli. V drugem polčasu pa smo obrambo stopnjevali iz minuto v minuto, pa tudi, kar je iz prejšnje tekme razlika, smo tudi zice razadevali, kar nas je v prejšnji tekmi pokopali.
Sami ste odigrali zelo dobro tekmo, kako bi komentirali vašo predstavo? Ja, danes so mi kar vse poklopili, žoga so mi kar roko stajala in tudi sem pa tudi zabil in to je bilo to. Hvala lepa in veliko uspeha še naprej. Hvala tudi. 3. in 4. oktobra je v hrvaški Reki potekal eden najkvalitetnejših turnirjev, na katerem je nastopilo 1568 karateistov iz 16 držav. Trboveljski karate so tokrat zastopali 3 tekmovalci, Luka Ferlin, Štefan Joksimović in Blaž Hribošek. Slednji je zmagal v prvem krogu, doživel poraz v drugem krogu in v repesažu. Luka je tokrat izgubil v prvem dvoboju. Štefan je v kategoriji do 76 kg uspešno opravil z nasprotniki v prvih 3 krogih. V polfinalu je moral priznati premoč francoskemu tekmovalcu, v borbi za 3. mesto pa se je ponovno zbral in se zasluženo veselil bronaste medalje. Karate klub Hrastnik se je turnirja udeležil s 3 tekmovalci. Tokrat je bila najuspešnejša Urša Haberl, ki je z odličnimi borbami premagala vse sotekmovalke v kategoriji kadet in do 54 kg in osvojila zlato medaljo. V soboto je v Mariboru potekal še 5. mednarodni karate turnir. Na njem je nastopilo 288 tekmovalcev iz 7 držav. V katah posamezno je bila Laura Božjak 3., mlajše kadetinje v sestavi Ana-Marie Vran, Ema Ržen in Laura Božjak pa so bile prve. V športnih borbah je zmagal Ajdin Mujkanović, druga sta bila Domen Zidar in Luka Perc, tretja pa Luka Grivec in Ervin Sajkić. Kisočan Primož Roglič, zmagovalec dirke po Sloveniji in tudi vzpona na Zasavsko Sveto goro, odkoder posnetki zapušča novomeško Adrio Mobil, kjer se je kalil v odličnega kolesarja. Sedaj bo uspehe nadaljeval v nizozemski ekipi Lotto, ki tekmuje v svetovni seriji. V nadaljevanju bomo objavili najprej izide zadnjih 2 krogov prve medobčinske lige malega nogometa, veteranske trim lige in izida novostanovljene superveteranske lige. Najprej preletimo izide tekem 6. kroga prve lige. Športno društvo Mlinše 1, Juventus 5-2, Pik Panter, Zvezda Bar, Športno društvo Čolniše 2-2, Turisti Šentlambert Gamsi 1-3, Merli, Lomski dom, Klančiše, Antimon Bar 91-2-0, ŠDK Rigl, Športno društvo Čolniše 1, 8-3, Športno društvo Mlinše 2, Barbara Bar, Topničari. Tekma je bila prekinjena v 17. minuti, ker je sodnik samovoljno zapustil igrišče. Še izidi 7. kroga, Merli, Lovski dom Klančiše, Športno društvo Mlinše 2, 2-1, Šentlambert Gamsi, Športno društvo Mlinše 1, 2-2, Juventus, ŠDK Rigl 5-1, Športno društvo Čolniše 1, Pik Panter Bar, Zvezda 1-9, Barbara Bar, Topničari, Turisti 4-3. Športno društvo Čolniše, Antimon Bar 91-2-2. V vodstvu je hrastniški Juventus, druga je ekipa Pik Panter, tretja pa ekipa Šentlambert Gamsi. Brez tekem v tem tednu je med strelci, ki se poteguje za zlati prstan televizije ETV, po posebnem točkovanju v vodstvu Lojzi Smrkolj iz Športnega društva Mlinše 1. Drugi je Mišel Žalac iz Juventusa in tretji Aljaž Gasior iz ekipe Amater. V veteranski ligi bomo preleteli izide 5. in 6. kroga, najprej izidi 5. kroga. Pizzerija Kukuca, Športno društvo Praproče 1-1, Jerry ZGD odpisani 0-0, Športno društvo Mlinše Tim Hrastnik 4-0, Športno društvo Čolniše Mizarstvo Zupanc 1-4, Škoti Beksel Bar Šentlambert 0-0, Almuhi, Športno društvo Izlake 1-3, ter Udarnik Zasavc 2-2. Še 6. krog, Škoti Beksel Bar Jerry ZGD 0-2, Mizarstvo Zupanc Športno društvo Izlake 3-1, Šentlambert Športno društvo Mlinše 1-2, Športno društvo Prapreče Luka Bar Polje 2-0, Proletarec Pizzerija Kukuca 2-2, odpisani Športno društvo Čolniše 3-0 ter Almuhi Udarnik 2-2. V vodstvu sta 16 točkami ekipi Športnega društva Mlinše in Športnega društva Prapreče, ekipa Jerry je tretja. V tekmovanju za najstrelca, ki se poteguje za vrednosti bon televizije ETV in restauracije in pizzerije Naš Kram Kisovec, je v vodstvu Alojz Smrkolj, ki je dosegel 9 zadetkov.
Objavljali bomo tudi izide superveteranske lige, kjer igrajo nogometaši starejši od 45 let. Gostitelji prvega kroga oziroma gostitelj prvega kroga je bilo Športno društvo Mlinše, ki je poskrbelo po tekmah tudi za pogostitev. Izida prvega kroga sta naslednja. Športno društvo Mlinše Udarnik 8-1 ter El Muhi Luka Bar Polje 3-2. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej.